Dobrodošli, spoštovani novinarji, dragi gosti iz ministrstva. Bom rekel, zopet pomemben dogodek v našem UKC. Odpiramo ta gasilska dvigala, kar je ena od pomembnih investicij že dalj časa načrtovana. Problem kirurške stolpnice je v tem, in to smo zaznali že pred leti, da dejansko je požarno ogrožena. Pri eni od vaj so nas gasilci opozorili, da lestve gasilske sežejo do 10. nekje etaže, naprej je pa bilo malo problematično. Na srečo nismo imeli nekih slabih izkušnj, nekih dogodkov, smo pa opozorilo resno vzeli in pričeli z temi aktivnostmi. 2020 s pomočjo ministrstva in države začeli aktivnosti in 2022 danes odpiramo ta dvigala. Dobrobit vsekakor za kirurško stolpnico in bolnišnico. Naslednja pomembna stvar, imamo gospoda Dolinarja, ki je na obisku, ki je na ministrstvu zadolžen za infrastrukturo in te projekte. Po tej novinarski konferenci in otvoritvi bomo precej besed namenili našim bodočim projektom. In gospod Ulčar, ki je glavna za zdravstveno ekonomiko, tudi glede našega poslovanja v bodoče. Skratka, en prijeten dan, zopet v našem kliničnem centru, neka nova pridobitev in tudi začrtanje neke poti za naprej. Hvala, da ste se odzvali in prosim gospoda Dolinarja, če še on par besed spregovori. Ja, lep pozdrav še strani ministrstva, moje ime je Jure Dolinar. Jaz bi se vam zahvalil, predvsem bi pa rad upravičil ministra za zdravje, gospoda Poklukarja, ki bi se z veseljem udeležil tudi te otvoritve. Predvsem z vidika, ker je ta projekt zelo pomemben projekt, ureditev požarne varnosti glavne stavbe UKC Maribora. V tem projektu je šlo za investicijo v višini 6,7 milijona evrov, katero večji del je financiralo Ministrstvo za zdravje, manjši del je prispevalo tudi Univerzitetni klinični center Maribor. Za to investicijo se je močno izboljšala požarna varnost, se pravi glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ključna investicija je 2 požarni dvigali, ki omogočata dostop v primeru požara, seveda pa tudi ureditev sektorjev po celotni stavbi. Se pravi, po celotni stavbi sta se razdelila 2 požarna sektorja in omogočila, povišala varnost, požarno varnost v objektu, tako za paciente kot za zaposlene. Tukaj bi sam še toliko dodal, da vseeno ta otvoritev je zelo pomembna tudi z vidika, da projekt kot sam se je začel leta 2012, to so bili prvi začetki projekta. Bilo je tudi izvedenih kar nekaj razpisov, neuspešnih, končno smo pa leta 2020 uspešno zaključili z razpisom in uspešno skupaj z UKC Maribor realizirali in izboljšali požarno varnost. Tako da najlepša hvala vsem. Predajam se besedo generalnemu direktorju po protokolu, da gremo. Vprašanja morda? Ja, slišali smo, da je v bistvu za 10 let bilo tako rekoč zavestnega tveganja, da bi se lahko kaj zgodilo, če lahko mogoče razložite, zakaj je tako dolgo trajalo, da se je to zgodilo. Ja, za nazaj težko komentiram. Mi smo bili res tam okoli 2010, takratno vodstvo opozorjeno na to nevarnost v primeru večjega požara. Izdelani so bili neke improvizacije, evakuacije in tako dalje. Zakaj so razpisi niso zaživeli, ni vprašanja za mene, ampak za predhodnike. Sedaj pa, kot je gospod Dolinar rekel, na srečo smo uspeli in smo pripeljali do srečnega konca in s tem te pomembne pridobitve za kirurško stolpnico. Lahko bolj konkretno tudi opišete, kakšna je zdaj razlika, recimo, koliko se skrajša čas reševanja, kaj je ključno zdaj pri tej požarni varnosti, da se izboljša? Pri požarni varnosti je ključno zdaj to, da dejansko 16 etaž kirurške stolpnice sedaj s temi dvigali
in s to povezavo res varnih. Prej so bili, kot sem omenil, neke improvizacije, neke evakuacije, kar smo zaznali že pred mnogimi leti, ko je bila vojna za Slovenijo, ko smo v tistih napadih evakuirali naše bolnike v kletne prostore. Precej improvizacije je bilo potrebno. Dolgo se zavedamo tega, ampak kot pravim, ideja je zaživela že pred leti, zdaj smo jo pripeljali končno do konca in seveda to je bistvena nadgradnja za požarno varnost vseh in zaposlenih in bolnikov v kirurški stolpnici. Zagotovo imate podatek, v kolikšnem času lahko recimo zdaj spravite stolpnico na Tega podatka zdaj mogoče, gospod Ravšl, imamo ta podatek. Bistveno hitreje in predvsem sedaj je omogočena evakuacija od 16. etaže navzdol, časovno pa seveda bistveno prej kot z tistimi improvizacijami, ki smo jih imeli v naših akcijskih načrtih prej. Helikopterski prevozi in nadgradnja urgentnega centra je ena od aktivnosti, kateri smo resno pristopili. Mi moramo ponovno vzpostaviti heliodrom v bolnišnici. Tudi naša dvigala znotraj stolpnice so preobremenjena, potrebna nekaj renoviranja. Ta dvigala dejansko povezavo po celotni stolpnici bistveno izboljšajo. Ker ste vprašali za helikopterske prevoze, nadgradnja urgentnega centra, helioport je ena od, bi rekel, kar prioritet, katere bomo v naslednjih mesecih ali letih začeli z aktivnostmi. Z aktivnostmi onkologije in s temi drugimi selitev pljučnega oddelka, to, kar je bilo letos načrtovano, še podajati, rekli ste zadnjič, še pred poletjem bo stekla nadgradnja onkologije. Zelo sem vesel, da lahko tudi pred gospodom Dolinarjem, s katerim smo res in ministrom tesno sodelovali pri vseh teh projektih, povem naslednje. Razpis za izgradnjo, iskanje ponudnikov za gradbena dela je v teku in bo v najkrajšem času tudi objavljen. Tako da to so neki roki, ampak kot smo takrat rekli tudi ob obisku ministra, da pred poletjem bi naj začeli z gradbenimi deli za onkologijo. Obnova pljučnega oddelka v internistični stavbi je v zaključni fazi. Naša želja je, ali pa kar bi rekel plan, da začnemo z premestitvijo pljučnega oddelka prav tako v teh poletnih mesecih. Načrtujemo nekje za junij. In ko izpraznimo pljučni oddelek, se začne, tam smo pa tudi tik pred podpisom vseh teh potrebnih dokumentov, z obnovo stavbe pljučnega oddelka in izgradnjo negovalne bolnišnice. Skratka, tik pred zdajci je projekt onkologije, negovalne bolnišnice in to, kar zdaj v teh časih mi zelo potrebujemo in imamo že pripravljeno dokumentacijo, o tem sem govoril včeraj z ministrom, danes pa bom tudi z gospodom Dolinarjem. Mi imamo pripravljen DIP za COVID bolnišnico, to bo kontejnerska bolnišnica za okoli 35 bolnikov in glede na nevarnost morebitne ponovitve COVID-a v jesenskih časih, do takrat bi ta COVID kontejnerska bolnišnica, ki ne bo samo neka začasna rešitev, ampak tudi rešitev za selitev oddelkov, ki bodo v izgradnji. Ta kontejnerska bolnišnica bi tam v septembru, oktobru, časovno zelo napeto, ampak res se nam zaradi COVID-a mudi, bi naj bila postavljena. To so montažni kontejnerji, vse gre relativno hitro, je pa potrebno pripraviti vso dokumentacijo.
Po včerajšnjem razgovoru z ministrstvom je zelo prisluhnilo, seveda mi si kot pomemben COVID center želimo pomoč in financiranje strani Ministrstva za zdravje, neki načelni dogovori so sklenjeni, stvari pa moramo še doreči. Stala bo pa, iskali smo prostore znotraj bolnišnice, logistično kar precej zahtevno, kajti ta kontejnerska bolnišnica mora imeti povezave z našimi podzemnimi hodniki zaradi prevoza bolnikov na diagnostične preiskave, seveda tudi osebje in tako dalje. In zaseda pa tudi velik prostor. Zadnja odločitev, ki je ocenjujem zelo v redu, je na tistem travniku med ginekologijo in anatomijo, tam od internega oddelka naprej, tam bi jo umestili. Kakšna pa je razlika zdaj z tem projektom pa s tistim montažne bolnišnice, ki je takrat potem še vaš predhodnik eliminiral? Tisti projekt ni uspel, takrat sredstva so bila zagotovljena, zaradi nekih, bi rekel, ne dovolj izdelanih načrtov, tudi pridobivanja gradbenega dovoljenja in vsega tega, projekt ni uspel. Mi se zavedamo pomembnosti ustanove kot covidne bolnišnice, zavedamo se dejstva, da smo sila omejeni z umestitvijo covidnih bolnikov, kajti z vsakim covidnim bolnikom mi posegamo v naš hospitalni del bolnišnice. Ljubljana ima to prednost, da je infekcijska klinika ločena od recimo kliničnega centra. Pri nas umeščamo covidne bolnike v vitalne dele hospitala. Saj veste, da smo jih imeli razvrščene po ginekologiji, kirurgiji, tudi ostalih oddelkih, deloma tudi na psihiatriji. Vkolikor ne bo to tisti silni val, ki je bil sedaj, ko so kapacitete praktično zasedene, bi mi s tem zagotovili nekje 70-80 postelj, vse ostane del na psihiatriji, ostalo pa v covidni, tej kontejnerski bolnišnici. Dobrobit ali pa prednost tega sistema je, da je obravnava covidnih bolnikov ostane kvalitetna, kot je bila do sedaj, niso pa okrnjena dela na klinikah in pa teh kliničnih oddelkih, kot tudi do sedaj. Lahko menjava vlade kakorkoli ogrozi načrtovane projekte? Sploh o tem kot direktor ne razmišljam, seveda jaz pričakujem tudi od bodoče vlade tesno sodelovanje s kliničnim centrom v Mariboru. Stvari, ki smo jih zastavili res dobro v tem mandatu, je to, da se je Maribor znotraj kliničnega centra izredno razvijal, tu smo imeli posluh na ministrstvo. Mi smo pridobili že sedaj znatna sredstva za klinični center in tisto, kar se mi zdi pomembno, je tole, da to ne gre samo, gre za en celoten pogled na mariborsko zdravstvo, se je tem projektom pridružila tudi univerza z medicinsko fakulteto. Ali z drugimi besedami, tudi od bodoče vlade seveda pričakujemo velik posluh na tem področju, vse to so projekti, recimo onkologija, mi rešujemo rakaste bolnike severovzhodne Slovenije, infekcije, vemo, kako je stanje in vsi projekti, ki so zastavljeni, so zelo premišljeni. Ali so dovolj trdno dogovorjeni finančno? Finančno smo dogovorjeni za te prve projekte s sedanjim ministrstvom in sedanjo vlado, da potekajo. Pričakujem, da bomo seveda prav tako kvaliteten dialog tudi z novo vlado in novo oblastjo dogovorili. Še enkrat poudarjam, govorimo o dobrobiti Maribora, bolnikov Maribora, prebivalcev Maribora in nenazadnje kot terciarni center severovzhodne Slovenije. Da, pričakujemo res dober dialog tudi z novo vlado. Tole, recimo kontejnerska, zdaj bolnišnica, torej ni še fiksnega zagotovila, da se bo to izvajalo. Imate že izvajalce, že veste,
Mi smo pripravili DIP, v DIP-u predstaviš celotno pogled na to, mi smo se že zanimali glede izvajalcev, sedaj so pa aktivnosti. DIP mora ministrstvo potrditi in to pričakujemo, da bomo v kratkem naredili, potem pa izbira izvajalcev. Časa ni dovolj, ker jesenski meseci z temi infekcijami bodo zelo kmalu tukaj. To so med drugim teme današnjega sestanka in tudi mojega včerajšnjega sestanka pri ministru Poklukarju. Ste že kakšno požarno vajo naredili z dvigalom? Vem, gasilci preizkusili karkoli, ne vem, čisto. Čim manj požarnih vaj, pa čim manj gasilcev naše. Ja, vse je predano že svojemu namenu, zdaj pa ne vem, ali smo gasilce že spuščali gor, to mislim, da je pa predano namenu in vse funkcionira tako, je treba. Koliko pa ste imeli kaj sicer evakuacij zadnjih 50 let, recimo, tudi ni bilo nobene? Pravzaprav nobene evakuacije, včasih se sprožijo alarmi, ko je kak dim, ampak to ni stvar za neko evakuacijo. Ja, tisto smo takrat se prilagodili vsem načrtom in varnostnim opozorilom, ampak tisto ni nek dogodek, ki preseneti kot požar, to je bilo planirano nekaj dni naprej. Hvala lepa vsem za vaš obisk.